Pozdravljeni, poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Včeraj smo v Sloveniji obeležili dan reformacije, praznik, ki ga praznujemo kot dela prost dan. Posvečen je verskemu in kulturnemu gibanju iz 16. stoletja, ki je na slovenska tla prineslo razvoj knjižnega jezika in pismenosti. Najpomembnejšo vlogo je imel Primož Trubar, ki je leta 1550 izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in katekizem. K razvoju so prispevali tudi Jurij Dalmatin s prevodom Biblije, Adam Bohorič s prvo slovensko slovnico in Sebastijan Krelj. Ta uradno priznani praznik spominja na reformacijo kot gibanje, ki je Slovencem prineslo lasten jezik in narodno zavest. Praznikov pa ni konec, danes obeležujemo še dan spomina na mrtve, ki je posvečen pokojnim. Na ta dan ljudje prinašajo sveče, rože in vence, pri čemer potekajo tudi žalne slovesnosti in verski obredi. Praznik izvira iz starega prepričanja, da se duše umrlih vračajo na svet, kar se je kasneje povezalo s krščanskim obeleževanjem mrtvih, kot so dan vseh svetih in dan vernih duš. Za vse tiste, ki boste obiskali pokopališča, pa so nekatere občine omogočile ugodnosti. V Piranu lahko izkoristite brezplačen prevoz z električnim vozilom dostavko, ki bo obratoval od 9. do 15. ure. Vsi tisti, ki se boste odpravili z avtomobilom, lahko brezplačno parkirate v garažni hiši Arze in na zunanjem parkirišču za garažno hišo. V Kopru je prav tako omogočen brezplačni avtobusni prevoz do pokopališča Škocjan. Mestna občina bo tudi letos organizirala brezplačno avtobusno linijo, ki bo območja Semedele, Olma, Šalare, Markovca in središča Kopra povezovala z mestnim pokopališčem. Poleg okrepljenih linij avtobusnega prevoza bodo lahko obiskovalci pokopališča Škocjan od četrtka 31. oktobra do petka 1. novembra svoje avtomobile brezplačno parkirali na bližnjem parkirišču na Kolodvorski cesti ob glavni avtobusni postaji. Brezplačno parkiranje bo omogočeno tudi na javnem parkirišču pod Deteljico na ulici 15. maja. Mestna občina Koper je prejela prestižno listino Občina po meri invalidov za leto 2024, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije ZDIS. Sklep o podelitvi listine je na predlog projektnega sveta ZDIS prejel upravni odbor, ki je ocenil, da se občina odgovorno odziva na potrebe invalidov in ob tem upošteva značilnosti lokalne skupnosti. Projekt se je začel aprila letos, ko je občina podpisala dogovor o vključitvi v projekt pridobitve listine za leto 2024. Društvo invalidov Koper je podalo pobudo, saj so v občini zaznali pozitiven odnos in zavzetost za izvajanje ukrepov, ki pomembno vplivajo na izboljšanje položaja invalidov. Za obdobje 2023 do 2027 so oblikovali akcijski načrt, v katerem so konkretno opredelili cilje in ukrepe za izboljšanje enakih možnosti invalidov in njihovo vključitev v družbeno življenje. Minuli petek sta UNESCO, katedra in fakulteta za humanistične študije gostili skupino strokovnjakov na področju dediščine in dediščinskih znanosti iz Egipta in Slovenije. Predstavili so začetke in razvoj raziskav dediščine Egipta v Sloveniji in vzpostavitev aktivnega sodelovanja na področju dediščinskih znanosti med Slovenijo in Egiptom. Slovensko raziskovanje dediščine starega Egipta je bilo skozi zgodovino razdrobljeno in večinoma brez institucionalne podpore. Posledično se egiptologija na slovenskih tleh ni sistematično razvijala kljub študiju arheologije. Vseeno pa so Slovenci od sredine 19. stoletja naprej aktivno prispevali k odkrivanju, dokumentiranju in ohranjanju bogate kulturne dediščine ob Nilu. Fakulteta za humanistične študije se je v raziskovanje dediščine Egipta vključila leto 2006, ko je začela izvajati študijska programa dediščine in arheologije. V okviru raziskovalne skupine Egypt and Austria, ki se posveča dediščini Egipta in sodelovanju med Egiptom, staro Avstrijo in Habsburško monarhijo, pa smo organizirali tudi 2 mednarodna kolokvija leta 2008 in 2012.
Sledile so tudi objave različnih publikacij, med njimi monografija Slovenci in čari Egipta. Z ustanovitvijo UNESCO katedre za interpretacijo in izobraževanje in spodbujanje celostnih pristopov v dediščini pa smo dobili priložnost, da svoje aktivnosti razširimo tudi v skupini ERIH-SI. ERIH je Evropska raziskovalna platforma za dediščinske znanosti in podpira raziskave na področju interpretacije dediščine, njenega dokumentiranja, ohranjanja in upravljanja. Iz te podlage in stikov različnih inštitucij Slovenije in Egipta je zraslo tesno in aktivno sodelovanje med strokovnjaki Egipta in Slovenije, ki je danes oblikovano v slovensko-egipčanski platformi dediščine Slovenian Egyptian Heritage Science Platform Slovenaj 3 in njeni člani smo se danes zbrali na 3. kolokviju. Kolokvij v Kopru spremlja razstava z naslovom Jugoslovansko sodelovanje v UNESCO-vi akciji reševanja nubijskih spomenikov, ki prikazuje jugoslovansko odpravo med letoma 1963 in 1964, ki je bila izvedena v okviru UNESCO-vega projekta za zaščito spomenikov stare Nubije. Ostajamo v Kopru. Že od leta 2022 se študentsko društvo Iskra zavzema za vzpostavitev sistema javnih menz. Subvencionirana študentska prehrana, ki večina pravi sistem na bone, namreč ne ponuja dovolj raznovrstnih in kakovostnih obrokov. Medtem ko v Ljubljani mogoče boni so čist neka smiselna zadeva, takoj ko stopimo ven iz Ljubljane, vidimo, da je situacija malo drugačna. No. Še posebej zdaj, ko smo tu v Kopru, pa nismo prvič, pa se malo pogovarjamo z lokalnimi študenti, pa to sam vidimo, da je situacija res veliko slabša kot kjerkoli. No. Menze bi bile zavezane zagotavljanju raznovrstne, kvalitetne in cenovno dostopne prehrane za vse študente, ne glede na njihov ekonomski ali zdravstven položaj. Postavljene bi bile na več lokacijah po mestu, obrok pa bi bil v celoti pokrit s subvencijo. Pogosto ti vzorci tudi prehrane in obnašanja pač se ful hitro ustalijo v času študentskih let, še posebej, ko v trenutni situaciji z naraščajočimi življenjskimi stroški, z vedno slabšo stanovanjsko situacijo, smo tudi primorani vedno več delati. Ne? In pol sam nimamo časa konkretno izven tega še drugih stvari razmišljati. Na tem področju zato društvo organizira razne dejavnosti, kot recimo kuhanje med 100 in 300 obrokov, ki jih zastonj delijo med študente pred fakultetami in na drugih lokacijah. V torek so v Kopru delili tortilje z zelenjavo in mesom ter s tem opozarjali na to problematiko. Na nekaterih fakultetah menze sicer že obstajajo, v društvu pa želijo, da bi se to še bolj razširilo, ter da bi se v vzpostavitev teh vključila tudi država. Če se boste med prazniki odpravljali na oddih v gore, pa bodite pozorni na naslednje. V oktobru so se planinske koče v Visokogorju zaprle, nižje ležeče pa so prešle na jesensko-zimski urnik, zato je pomembno prilagoditi načrtovanje jesenskih pohodov. Ker so dnevi krajši, se je priporočljivo na pot odpraviti bolj zgodaj. Jesen prinaša tudi več možnosti za meglo in hitro poslabšanje vremena, vključno s sneženjem. Med prvonovembrskimi prazniki sredogorske in nižje ležeče planinske koče pričakujejo obiskovalce, zato Planinska zveza Slovenije svetuje, da pred načrtovanim prenočevanjem ali obiskom z večjo skupino svojo prisotnost vnaprej najavite, saj bodo oskrbniki tako lahko poskrbeli za ogrevane sobe in zadostne zaloge hrane. Pred odhodom na pot lahko s pomočjo spletne aplikacije Maps preverimo tudi, ali je na naši planinski poti kakšno opozorilo o zaprtosti zaradi morebitnega podrtega drevja ali podora. Gorski reševalec Matjaž Šerkezi svetuje še, da naj bo prva pomoč na planinskih izletih stalni spremljevalec. Ta naj vsebuje 3 trikotne rute, saj z njihovo pomočjo lahko oskrbimo večino poškodb in 2 tabletki proti alergiji, ki so na voljo brez recepta v lekarni.
Iz gora pa se premaknimo v notranje prostore. V Centru mladih Koper se je prejšnji teden odvil kultni horor Drag Show, ki je potekal po motivih kultne glasbene komedije The Rocky Horror Picture Show. Organizator dogodka je bil House of Kunt drag kolektiv iz Ptuja. Začeli so z neformalnimi tematskimi večeri, danes pa so znani po svojih nastopih tako v Sloveniji kot tudi v tujini, kjer redno gostujejo na različnih dogodkih in zabavah. Drag kot umetnost vključuje številne veščine, kot so ličenje, šivanje, petje in ples, spodbuja tudi prelom spolnih stereotipov, odpira nova vprašanja o identiteti in družbenih normah ter prispeva k večji kulturni raznolikosti. When you knocked, he thought you were the Candyman. Čeprav je drag scena dolgo veljal za obrobno kulturno dejavnost in je v Sloveniji še vedno podvržena nestrpnosti in homofobiji, se danes vse bolj uveljavlja kot izraz samosvoje umetnosti, ki pritegne občinstvo različnih ozadij. Drag umetniki so aktivni na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in TikTok, s čimer širijo svoje sporočilo in pridobivajo podporo ter prepoznavnost tudi zunaj LGBTQ skupnosti. Še toliko bolj za drag ostaja pomemben kot sredstvo osvobajanja in izražanja, ki presega meje spolnih identitet ter ustvarja prostor za vse, ki se želijo izraziti onkraj družbenih določenih okvirjev. Prostor za martinovanje pa se letos seli v srčje mesta Koper. Letošnje bo namreč potekalo malo drugače. Koncept prireditve, ki jo pripravlja Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, bo povsem nov. Izbrano vinsko ponudbo in spremljevalno dogajanje bo letos umeščeno v srčje mesta in v nekatere najbolj znane koprske palače. Prvo altroke martinovanje v Kopru bo tako postavljeno na Tito trg v Pokrajinski muzej Koper, Pretorsko palačo, palačo Gravizij Butoraj in palačo Tiepolo Gravizij. Predstavilo se bo več kot 30 vinarjev iz slovenske Istre in bližnje Furlanije, Julijske krajine. Na Tito trg se bodo zvečer vinarji pripeljali starodobniki, dogajanje pa bo popestril glasbeni program z Rudijem Bučarjem in oktetom Aljaž, sledil bo še DJ Alex The Groove. Na dan prireditve v soboto 16. novembra se bo mestna občina Koper tudi slavnostno pridružila združenju Città del Vino oziroma Mesto vina. Za konec pa še šport. Minuli vikend je v osnovni šoli Koper potekal Evropski kadetski pokal v judu. Tekmovalo je 539 judoistk in judoistov iz 4 kontinentov in 26 držav. Pokal je že 6. organiziral judo klub 15. maj Marizige, ki je v preteklosti organiziral tudi 3 evropska judo prvenstva. V moški konkurenci je Slovenijo zastopalo 37 borcev, v ženski konkurenci pa 19 bork. Posebna gostja je bila olimpijska prvakinja v judu, Koprčanka Andreja Leški, ki je 10 let trenirala v klubu 15. maja pod vodstvom trenerja Iztoka Babiča. V noči sobote na nedeljo smo uro prestavili na zimski čas. Poglejmo si, kakšne prigode se lahko zgodijo pri tem preprostem pravilu. Hej Simona, ne pozabi, da se uro predstavi v nas. Boš ti, ne? Ja, bom te, ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako te uro tu dela? Se te delaš morega, če si mi včeraj večer rekel, da predstavim. Pa s njo, notri element. Sem kozovec, se vsem. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Predstavili vam bomo dogodke, ki se bodo odvili prihodnji teden v slovenski Istri.
Jutri, v soboto 2. novembra, se lahko ob 19. uri odpravite v Auditorij Portorož, kjer bo potekala komedija za odrasle z naslovom Razočarana gospodinja pri seksologu v produkciji King Kong teatra iz Ljubljane. V večernih urah pa bo v koprskem baru Geto potekal družabni večer ob igranju namiznih iger. Druženje se prične ob 19. uri. Na ponedeljkov popoldan ob 15. uri pa se lahko odpravite v Center mladih Koper, kjer bo potekala delavnica poslikave superg. Na delavnico je potrebno prinesti zgolj superge, ki si jih želite osvežiti, organizatorji pa bodo poskrbeli za umetniško vodstvo in materiale potrebne za ustvarjanje. V torek 5. novembra pa se bo v dvorani Svetega Frančiška Asiškega v Kopru odvil literarni dogodek Koprčani, ki so spremenili svet. Na dogodku bodo predstavili delo 5 Koprčanov. Dogodek se bo pričel ob 18. uri. V sredo 6. novembra ob 17. uri bo v prostorih Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Kopru potekala otroška delavnica z naslovom Jesenski ustvarjalni pobeg, kjer se bodo otroci lahko preizkusili v ilustriranju. Ob 18. uri pa se lahko odpravite v Auditorij Portorož, kjer bo na sporedu filmska projekcija Tartinijev ključ režiserja Vinčija Vovk Anžlovarja. Na isti večer pa se bo ob 20. uri v dvorani Svetega Frančiška Asiškega pričel koncert obalne rock zasedbe Prizma. Dogodek se bo odvil v sklopu glasbenega festivala Šelestenje. Četrtek prinaša 2 zanimiva dogodka za mlade. Ob 17. vas Lutkarnica v Kopru vabi na lutkovno predstavo Ebe Pulcinella v izvedbi lutkarja Matije Solceta. Prav tako ob 17. uri pa se bo v Centru mladih Koper pričela delavnica izdelovanja stripov, ki jo organizira društvo Wizards of Istria. V petek 8. novembra bo v gledališču Tartini v Piranu ob 19.30 potekal glasbeni večer Piranski glasbeni oder, ki bo v duhu slovenske avtorske glasbe gostil Godi Bodi band, solisti Nežo Drobnič Bogataj, Ano Mezgec, Ano Marijo Mitič in Tomažen Ostnikom. Za ljubitelje roka pa bo ob 20. v Hangar baru v Izoli potekal koncertni večer z Boštjanom Velkavrhom in njegovo zasedbo BV Electric Orchestra, ki bodo navduševali z rock'n'roll in blues ritmi. Na isti večer ob 20. se lahko v Centru mladih Koper udeležite rap hip-hop koncerta, kjer bosta nastopila Burke vs. Faker skupaj z gosti. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.